Dober dan, lepo pozdravljeni. Vesela sem, da sem danes tukaj z vami. Hvala za povabilo. Mislim, da se mi srečujemo že tretjič v širšem krogu, pa tudi v ožjih, ko smo sklajevali. Pa mi dovolite, bom nadaljevala tam, kjer je gospod Sušelj končal. Umetnost bo, da bomo vse različne interese in predloge uskladili do neke mere, dosegli čim večji konsens in na koncu koncev v dobro Slovenije po 25 letih sprejeli en pomemben nov sistemski zakon, kot je zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, in globoko verjamem tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, kajti na našem ministrstvu je zakon pripravljen, delamo še zadnje izračune zaradi tega, da bi pol lahko celotni Sloveniji prikazali tudi skupne, bi rekla, te finančne učinke in pa obveznosti oziroma pravice. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker je seveda iz splošne razprave smo dobili številne pripombe, dopolnila, pohvale, ampak ne boste verjeli, mnoge med njimi so takole diametralno nasprotne. Ker žal seveda moja naloga kot ministrica je, da gledam sistemske rešitve, ki bojo dobre za vse prebivalce, za vse nas kot bodoče paciente in seveda ne parcialnih interesov posameznih skupin. Tako da je to res velika umetnost, že samo to, da toliko let nismo prišli niti s predlogi zakonov, toliko daleč, kakor bi rekla, smo to pot, da drugih novel niti ne omenjam. Mnogo diskusije, pripomb, sugestij, ki ste jih podali, lahko mirno podpišem in se z njimi strinjam, ker so nekako splošne ugotovitve in mi bomo, če že niste iste dali v svojih pripombah in jih izrazili ustno, še enkrat pogledali in videli, ali potem pri pripravi končne verzije potrebno še kaj vključiti oziroma če se treba še kaj dobiti. Ni pa nihče od razpravljalcev nekaj omenil, kar pa mislim, da je tudi zelo velik problem našega sistema. Pa da ne boste narobe razumeli. Ne zagovarjam ne izvajalcev, ne takih, ne javnih, ne zasebnih, ne koncesionarjev. Moj meter so pacienti in bodo ostali pacienti, ker sem zaradi tega na tem mestu. Zakaj to govorim? Govorim naši obračunski modeli pa plačilo storitev. Zakaj? Skozi vsa ta leta se niso praktično skoraj nič ali zelo malo spremenili. Zaradi tega imamo težave izvajalci na vseh ravneh, tudi, bi rekel, mreža pa domovi starejših glede, recimo, standardov pa cene zdravstvene nege. Zakaj je to pomembno? Strinjam se z gospod Svinškovo, ki je povedala, kako je v Nemčiji. Se strinjam, če so upravljene storitve preko programa, ni potrebno še enkrat fiksnih stroškov plačevati. In ne mislim, da se bojo s tem tudi vsi izvajalci strinjali, ker to isto počnemo in delamo tudi z dodatnim denarjem za skrajševanje čakalnih dob. Prav to. Ampak problem je drug, da od leta 2009 se je zdravstvu praktično samo jemalo. Zdravstvo je v Sloveniji plačalo največjo ceno krize. S tem se boste lahko prepričali, ker smo na ministrstvu pripravili eno celovito analizo zdravstvenega sistema, od opravljenih storitev do financiranja, od praktično leta 2008-2009 naprej pa do konca leta 2016. In verjemite mi, jaz bom nekomu račun izstavila za vse te stvari. Ker v situaciji, kot smo danes, ne samo gledano, o čemer se danes pogovarjamo, o strukturnih spremembah za bodoče, tudi o stanju zdravstvenih ustanovah, ki so, bom rekla, plačale največji račun tej krizi. Storitve so pač bile v skladu s pravili o obsegu, so zato seveda se tudi podaljševale čakalne dobe, ampak ključen problem je to, da je na težo uravnoteženja javnih financ, trojke, če hočete, in vse, bi rekla, teh elementov, se enostavno reklo,
Zavod mora izravnano poslovati, ne sme se zadolžiti in breme celega prevalilo na izvajalce. Ko sem jaz prišla na ministrstvo, je bilo 135 milijonov evrov akumuliranih nepokritih izgub pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Konec leta 2016 jih je 155. In danes, glede na to, da kljub temu se zaposlenost veča, da prihajajo dodatni prilivi v zdravstveno blagajno, smo soočeni, da smo v splošnem dogovoru znižali ceno storitve nazaj na leto 2014. Zakaj? Zaradi tega, ker so vse te dodatne prilive in upam, da jih bo tistih 325 milijonov dovolj porable dolgotrajne bolniške, nadomestila za bolniški stalež na 30 dni. Obdobje januar-maj so se letos povečale za 20% na lansko leto. Lansko leto so se povečale za 16% na leto 2015. Ko sprašujem, zakaj, nažalost ne dobim eksaktnega odgovora, ampak bomo tudi to preverili. Po moji oceni nekaj hudo ni v skladju, zaposlenost pa seveda ni povečala. In zaradi tega smo soočeni v letu, da bo cena storitev spet tako nizka in bomo imeli pri zdravstvenih izvajalcih, če odmislimo vse boljšo organizacijo in tako naprej, pa bom že povedala, koliko je tudi bilo, bi rekla, dano na oltar tega. Torej, mi moramo zdaj zelo nekaj na kratek rok narediti, ker imamo pa zraven 128 milijonov po stanju konc maja zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, grozijo že nedobave zdravil in podobne zadeve, ki so seveda posledica nakopičenih izgub. Seveda imamo pa, bi rekla, javne finance v redu, blagajno imamo z nulo in vse tako naprej, na drugi strani pa čakalne dobe in tako naprej. In mimogrede že, ker je bilo tudi omenjeno in česar smo se tudi lotili, da bomo s pomočjo tujcev, ker mi žal v Sloveniji nihče v enem letu ni znal pripraviti meril in kriterijev za mrežo v Sloveniji izvajalcev. Hvala Bogu se zborila denar pa tuje strokovnjake, da bo povedali, kakšna je potrebna mreža glede na dolgoročne potrebe in staranje prebivalstva Slovenije. Ravno zdaj sem zvedla, imam že izredno sejo odbora za zdravstvo na pripajanje bolnišnice, združevanje. Tako, veste, gre, bi rekla, nažalost Sloveniji. Ni nam interes, da bi vsi skupaj naredili v nas vseh dobro korake naprej, pač tole je, bi rekla, neka očitno usoda v Sloveniji. Ampak bomo vam povem tudi to naredili, ker ravno te stvari me prepričujejo, da delamo prave korake in pa prave stvari. To je tudi posledica, ki je gospod rekel, v domovih starejših, da je pač njega, kot veli usoda vseh ostalih programov, plačana po ceni storitev. Zraven imamo pa 125 milijonov evrov neporavnanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Nepokrite plače, napredovanja, regresi. Vse, kar je bilo v zadnjih letih spogajano na splošnih pogajanjih za javni sektor, ni bilo pokrito in ni našlo prostora v kalkulaciji programov, s katerimi so se plačevali izvajalci. In tega je več 10 milijonov evrov. Torej, jaz pravim, če bi samo prispevke dobili, pa to, kar je bilo spogajano na plačah, bomo sanirali sedanje stanje sistema. Seveda tudi na upravljanju in poslovodenju delamo, ker se žal tudi ni naredilo. Mi imamo zakon o zavodih iz leta gospodovega 1991. Pa plačni sistem, uravnile kaj take, ki so. Verjemite mi, mene to tudi jezi, že cel mandat, ker kar predlagaš, skušaš narediti, imaš nekje zvezane roke, in potem ti rečejo, da soliraš.
hočeš imeti pa samo merjenje in nagrajevanje po, bi rekla, uspešnosti. Tako da ne bi zdaj v podrobnosti, v detajle šla, rekla sem, da to, kar je bilo povedano, pretežno oziroma kar predlagate, mi bomo to tudi še pogledali, se strinjamo in se bo v taki ali drugačni obliki našlo v, bi rekla, zakonu in mi smo trdno odločeni, da gremo skupaj tudi z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki verjamem, da bo julija v javni razpravi, kamor so tudi veselo vabljeni in povabljeni, da sodelujete, da bomo končno v še v mandatu te vlade, ker dva urabno oba zakona sprejeli, da bo prevladala razum in pa resnost. Hvala. Gospa ministrica, hvala za razpravo, hvala tudi za udeležbo na tem posvetovanju.